Lepo pozdravljeni in dobrodošli znova v moji družbi. Moje ime je Lili Sorum in danes se bomo posvetili mesecu maju. Maj kot 5. mesec bo prinesel kar nekaj zmešnjave, predvsem v naše odnose, predvsem v komunikacijo, predvsem v naš odnos do sebe. Vse te teme, o katerih smo že veliko govorili tekom letošnjega leta. Pa najprej povejmo, zakaj bo ta zmešnjava. Torej, letošnje leto, kot 2022, je leto števila 6, ki podarja ljubezen do sebe, ženstveno energijo, ženstvenost, plodno energijo. Kot mojstrsko leto 22/4 pa govorimo o času, v katerem resnično ukoreninjamo novo življenje, novo stvarnost, novo realnost, nove odnose, nov odnos do sebe in vse to, kar sem prej naštela. Zelo pomembna pa je tudi povezava z materjo Zemljo, z bolj prizemljeno energijo, kajti 22 seštejemo v število 4. 4 in 5 pa sta si dve števili, ki si nista podobni, torej ne gresta najbolje skupaj, zato je predvidevati, da bo v letošnjem mesecu maju kar nekaj pretresov, presenečenj, preobratov, potrebe po svobodi, potrebe po drugačnosti, potrebe po strasti, potrebe po egzotiki, potrebe po premiku, ki je konstruktiven. Torej, maj ne bo slab mesec, ne se ga ustrašiti, maj ne bo pretirano eksploziven mesec, čeprav bi naša čustva lahko dobesedno eksplodirala. Torej, maj je čas, v katerem bomo prepoznavali neke plati sebe, ki nam morda niso najbolj blizu, ampak če smo iskreni, kaj nismo to počeli že lansko leto, celo leto, pa predtem 2020? Marsikdo se je izkazal za drugačnega, kot smo mi menili. Marsikaj na svetu se je obrnilo povsem drugače, kot smo mi predvidevali. Torej, maj, jaz menim, da nas v resnici ne bo presenetil, da ne govorimo o nekem času ali dogodkih, ki bi bili tako zelo šokantni, da bi nas kar šokirali, no, ne najdem boljše besede, žal mi je. Ampak govorimo o času, ko ne bi osvobodili sebe. Govorimo o času, ko govorimo, dobro mi gre. Govorimo o času, ki bo resnično prinesel spremembe in pa potrebo po temu, da so te spremembe konstruktivne. Kajti spreminjalo se je marsikaj v preteklem času, ne vem pa, če je bilo ravno konstruktivno. Ne vem, če se nismo tako vrteli v krogu, kot jaz malo prej. Torej, kaj zdaj to za vas pomeni? Kje imate občutek, da se vrtite v krogu? Kje imate občutek, da ponavljate vedno isto? Kje imate občutek, da ste to že nekje slišali, da se vedno ponavljajo isti vzorci, iste situacije, isti izzivi, iste razočaranja ali pa mogoče ista radost? Tisto, kar je pozitivnega v našem življenju, dajmo negovati, tisto, kar pa je negativnega, pa dajmo zdraviti, dajmo spremeniti. In če število 5 kot mesec maj prinaša kaj? Prinaša spremembe. Prinaša hrepenenje po premiku, hrepenenje po nečem nenavadnem, morda celo prepovedanem, morda celo tveganem. Torej, če si nečesa ne upate, potem maja vsaj poskusite. Morda gre za neko eksotično obliko hrane, morda gre za potovanje v neznano, morda gre za neko prav posebno, osebno, intimno, strastno željo, ki si jo do sedaj niste drznili deliti s svojim partnerjem ali partnerko, ali mogoče tudi ne sami s seboj. Morda pa boste končno sami sebi dovolili doživeti, izraziti, biti bolj strastni, biti morda bolj brez omejitev, mežikam, vidite, tudi na intimnem področju. Velikokrat namreč sami sebi ne dovolimo izraziti čustev, izraziti potreb, si sploh dovoliti razmišljati v določeni smeri. Veliko bo sprememb ravno na področju odnosov, ravno na področju našega odnosa do sebe in pa seveda v partnerskih odnosih. Jaz osebno sem mnenja, da leto 2020 ni bilo leto ločitev. Če gledam moje delo z vami, moje svetovanje z vami, ogromno analiz odnosov, svetovanja tik pred razhodom v odnosih imam pravzaprav letos in pa lansko leto, ampak letošnje leto ni tako zelo namenjeno razhajanju, kot je namenjeno grajenju, smo rekli. Kaj zdaj to pomeni za vse tiste, ki pa niste predvsem prepričani, kako naprej? Pa naj gre za partnerski odnos, naj gre za poslovni odnos, naj gre za prijateljski odnos, vse ni važno. Z vsako osebo gradimo odnos. Zavedajmo se, da smo polovica tega odnosa. Torej, kakšen doprinos smo mi in kakšen doprinos sprejemamo? Koliko časa nekoga razumemo, sprejemamo, preden rečemo, da je določen odnos toksičen? Preden rečemo, zdaj pa imam resnično dovolj. Zdaj pa si želim stvari zapeljati drugače.
Kje je tista vaša meja, dragi moji, ko pa rečete dovolj? Če govorimo o nespoštovanju, če govorimo o neiskrenosti, o nekorektnosti in tako naprej. O vseh teh stvarih, ki naj ne bi bile del odnosa, pa vendarle se sem ter tja, če govorimo o dolgoletnih odnosih, seveda pojavijo. Morda se nam nekdo ne zlaže v obraz, ne spletkari za našim hrbtom, ampak morda del resnice zadrži. Morda jo pove malo drugače, ker se mu ali ji ne da ukvarjati z nami, ne da pregovarjati, ne da zagovarjati in tako naprej. Kje je tista tanka meja med tem, da je laž ali pač nisem vsega povedala. Veliko bo situacij, v katerih se bo izkristaliziralo, katere osebe so do vas vedno spoštljive ali vsaj se vedno trudijo biti spoštljive, katere osebe vas imajo iskreno rade, katere osebe pa morda iskreno ljubijo izkušnjo vas. Torej, morda se bo potrebno soočiti z vprašanjem, ali ima nekdo rad vas, ali to, kar vi podarjate. Zelo se trudim izogniti besedi storitev, zato bom rekla izkušnja. Torej, od vas lahko nekdo dobi pozornost, naklonjenost, podporo, pomoč, razumevanje, ljubezen, intimo, strast. Ni pa nujno, da v vseh teh stvarih uživa izključno zato, ker ste to vi, ampak pač uživa v stvarih, ki jih prejema. In mogoče bi na podoben način užival ali uživala v podobnih stvarih z nekom drugim. Kaj ti gre za izkušnjo nečesa pozitivnega, ne nujno osebo, ki to izkušnjo prinaša. Ogromno toksičnih odnosov bo letos prišlo na plano ravno zato, da se tisti, ki morda toksični so ali pa čustveno nezreli, naučijo drugačnega ravnanja in pa predvsem, da vsak pri sebi se nauči bolj zdrave ljubezni do sebe. Ki pa vsekakor zajema tudi odločitev, da se od toksičnih odnosov, situacij odmaknemo. Kajti, če imamo na drugi strani zelo hudega narcisa, nekoga, ki je, bom rekla, 100%, 80% zagledan samo v sebe, meni, da ima vedno prav, meni, da so vedno vsega drugi krivi, meni, da se vedno njej ali njemu počne krivica, vedno jim nekdo nekaj slabega hoče, vedno so žrtev, nikoli ne prevzemajo odgovornosti za svoje izbire, za svoje odločitve, za svoja dejanja, za svoje besede, radi prikrivljajo realnost, radi prikrivljajo stvari, kot so se zgodile, svoje besede, svoje mnenje, svoje ravnanje in tako naprej. Verjamem, da vsi imamo v svoji bližini kakšno osebo, ki ima vsaj nekaj, bom rekla, karakteristik narcisa. Tukaj ne morete zmagati. Oseba, ki meni, da ima vedno prav, prav gotovo vam ne bo dalo prav. Ne bo dala prav. Torej, v katerih situacijah pa morda v resnici tolčete z glavo ob zid in je jasno, da bo zid zmagal, samo vi se še vedno trudite, ker imate to osebo radi. Ker vidite potencial v tej osebi. Ker si želite biti s to osebo. Ker je bilo s to osebo morda na začetku čudovito. Meni osebno je krasna knjiga Čustveni vampirji, lahko si jo naročite tudi na moji spletni strani, ki opisuje ravno ta proces, ne bom rekla manipulacije, ampak omreženja osebe, ki je žrtev narcisa. Narcis je v prvi fazi fantastičen. Zdi se, da se poznamo že 100 let, zdi se, da so nam vse iste stvari všeč, enak razmišljamo, super se razumemo, pogovori so the best. Potem pa tam nekje po 5-6 mesecih opažamo, da smo vedno mi nečesa krivi, vedno se nas kritizira tako ali drugače, nikoli ni nič tako, kot mi predlagamo, druga oseba začne kazati svoj pravi obraz. In mi kot celota smo pričeli v letu 2021 kazati svoj pravi obraz. Zdaj, v 2022, pa je prav, da ratamo pepelka in da sami izbiramo, katere odnose želimo graditi, kajti dejansko nekaj gradimo v tem odnosu, oboji, se pravi obe osebi, ki sta v odnosu, in nad katerimi odnosi pa morda je dobrodošlo obupati. Ali jim dati drugačen pomen. Vedno imamo v življenju prijatelje, ko smo v nekem obdobju si zelo blizu, si zelo pomagamo, se zelo družimo, si vse zaupamo, si stojimo ob strani, se imamo super, se zabavamo, žuramo in tako naprej.
In so obdobja, ko z istimi osebami morda ne najdemo skupnega jezika. To lahko pomeni, da gre eden izmed teh oseb čez neko težko izkušnjo, mogoče je nefrišne zaljubljen, pa nas sploh več ne opazi. To je pač življenje. Življenje se spreminja, saj ni vedno isto. Še vreme ni vedno isto. Kako bo življenje? Ko pa govorimo o nekih karakteristikah, o nekih vzorcih, ki se vedno znova ponavljajo in v katerih smo mi tisti, ki jih nekako dobivamo po buči, pa naj se vendarle pojavi vprašanje, koliko časa še. Kajti so odnosi, v katerih se ne morejo stvari iziti več dobro. In pomembno je prepoznati tisto točko, ko je bolje iti narazen, kot vztrajati skupaj. Pa če govorimo o partnerskem odnosu, pa če govorimo o poslovnem odnosu ali prijateljskem odnosu ali odnosih med sosedi, mogoče je prišel čas, da si samo rečete dobro jutro, kako lepo vreme, včeraj je pa deževalo, sem pozabil marelo, brez tega, da bi pretirano delili svoje osebne, bom rekla, izkušnje in razmišljanja. Vedno je izbira vaša. Maj je torej mesec, ki nam bo prinesel veliko nepričakovanega, ogromno priložnosti, zato da bi sebe imeli radi, da bi pokazali zrelo ljubezen do sebe, da bi postavili mejo tam, kjer je prav, da je, da bi postavili mejo na način, kot mi menimo, da naj bo postavljena, zato naj vas ne presenetijo preobrati, presenečenja, prelomnice, ki pa ne bodo negativne. Torej, če se zgodi, da vas nekdo zelo razočara, če se zgodi, da vas nekdo zelo preseneti, poskusite biti hvaležni za priložnost, da pravzaprav ljubezen izrazite sebi. Mi pa bomo zdaj, tako kot vsak mesec, naredili preglednico števil od 1 do 9 za vaše število življenjske poti. Verjamem, da zdaj že veste na pamet, katero je, če pa ne, pa dajte se šteti svoj rojstni datum do ene same cifre. Toliko časa, da ostane samo ena številka, kot vidimo na zaslonu, je to v tem primeru 9. Tisti, ki ste dobili enko. Maj bo za vas zelo dinamičen mesec. Maj bo mesec, v katerem ne biti pretirano impulzivni. Torej, drage moje enke, znate biti odločne. To je energija, ki je vam blizu. Torej, če imate občutek zataknjenosti ali ujetosti, bi maja lažje stopili ven iz vseh teh spon in bom rekla tudi ukanj, katere vam jih pa morda vaš lastni prireja v tem času. Torej, se dajte ustavljati in spraševati, kakšna so dejstva in kakšen je moj odziv na ta dejstva. In šele potem, ko boste prespali in razmislili in se umirili, se odločajte tiste stvari, ki so za vas življenjskega pomena. Maja, za vas ni priporočljivo, da se na 1, 2, 3 odločite preseliti, avto kupiti, prodati in tako naprej, ampak si dajte tisti potreben čas, da v resnici pretehtate za in proti in da resnično sebe pozicionirate točno tja, kjer želite biti. Drage dvojke, pred vami je mesec, v katerem se bo potrebno postaviti za sebe. Drage moje dvojkice, ta izziv ne bo šel mimo vas, niti najmanj. Torej, še preden se prične intenzivnejša energija maja, se vprašajte, v katerih odnosih se ne čutite slišane, upoštevane, spoštovane. In na to se vprašajte, kdaj vi sebe ne spoštujete, si ne prisluhnete, se ne upoštevate, kajti vedno se prične pri nas samih. Tako vam bo lažje postaviti mejo tudi tistim, katerih se morda bojite, tudi osebam, ki jih vi dojemate kot avtoriteto. Vsekakor pa se dajte stvari lotevati ta mesec na drugačen način. Torej, če vidite, da na določen način nikakor ne uspete osebi nasproti skomunicirati, dopovedati, da kar po domače rečem, določene stvari, ki vas težijo, določene stvari, ki si jih želite vi spremeniti, spremenite način, kako komunicirate. Število življenjske poti 3. Pred vami je mesec, v katerem boste imeli več energije, več zagona, več idej, bi pa se lahko vaša energija hitreje razpršila. To pomeni, da boste imeli idejo, pa je ne boste speljali. To pomeni, da boste imeli ful idej, pa se ne boste mogli odločiti, za katero točno bi zdaj se vi odločili. Torej, ne omejujte se. Morda ne morete pojesti vsega sladoleda v enem dnevu, kar ne pomeni, da ne morete priti nazaj naslednji dan. Velikokrat se preprosto v življenju ne znamo odločiti, tako kot majhen otroček, ki stoji pred preveliko izbiro okusov sladoleda. Zavedajmo se, da mnogokrat stvari, za katere menimo, da se moramo odločiti v tem trenutku, ne izginejo z planeta Zemlje. Morda potrebujete samo malo več časa, da bi izkusili skoraj da vse, česar si želite. Kaj, če bi tako pogledali na stvari? Število življenjske poti 4. No,
Ker ste tip človeka, ki ima rad stabilno energijo, rutino, varnost, poznanost, bo seveda maj prinesel kar nekaj izzivov točno na teh področjih, kje pa morda ste trmasti. A veste, kaj sem se upala vprašati? Kje pa morda ste preveč vztrajni? Morda preozko doživljate stvari ali pa mogoče si potrebujete malo razširiti obzorja, kajti okoli vas je mnogo več možnosti, kot jih morda na prvi pogled vi zaznavate. Torej, sprostiti se maja, ne biti jezni, če se stvari ne odvijajo točno tako, kot ste vi menili, da morajo biti, ali kot je bilo morda dogovorjeno, kajti veliko bo tudi tega, da si drugi ljudje premislijo, da se neke situacije, neke zadeve, neke razmere spreminjajo. Dihajte in izkusite. Število življenjske poti 5. No, za vas bo maj kar v redu. Vi zelo dobro resonirate z energijo števila 5. Ste dinamični, ste odprti. Bi vas pa opozorila, da ne biti preveč nestanovitni. Lahko bi se namreč pojavilo uporništvo. Ne postati 15 let star otrok, ki potem reče, zdaj pa za nalašč ne bom, zdaj pa iz principa ne bom, zdaj pa nočem. Kaj ti pravzaprav ne, ki ga izrekate sebi. In ne drugi osebi, ampak sami sebi v prvi vrsti odrekate neko lepo izkušnjo, za katero ste se pravzaprav že odločili, da jo boste imeli. Torej, naj bo mesec maj za vas mesec, v katerem poskušate in doživljate in resnično izkušate sebe, ne pa nekako zapadati v uporništvo, ne zapadati v muhavost, ne si prevečkrat premisliti, kajti ravno ti izzivi števila 5 se bodo pojavili pred vami. Kaj je tisto, kar resnično gradi vaše življenje in kaj ne? Torej, ne zapravljati te energije za nepomembne odločitve, ampak uporabite te odnose, te situacije, bom rekla tudi te dileme za pomembna življenjska vprašanja, odločajte se pa raje naslednji mesec. Število življenjske poti 6. Vam mesec maj prinaša osebe, ki bodo pritiskale na vaše živce, ravno zato, da se boste postavili za sebe, in jaz verjamem, da v zadnjih nekaj letih ste to velikokrat slišali, kajti ste v procesu grajenja bolj zdrave, bolj zrele in bom rekla tudi bolj močne ljubezni do sebe in nekako tudi sprejemanja sebe, sprejemanja lepote življenja. Torej, vsake toliko časa življenje zato malo potrka na vaša vrata s takimi izzivi, ki pravzaprav vas sprašujejo, ali se imate končno dovolj radi. Ali boste končno zaprli vrata oziroma jih ne odprli takim ljudem, takim odnosom, takim situacijam, takim navadam, ki za vas niso dobre. Kajti vse prevečkrat, mi vsi, ne samo vi, odpiramo vrata vse povprek. Torej, izbirajte v mesecu maju. Bodite vi tisti, ki odloča in ne situacije in ne okolje. Število življenjske poti 7. Pred vami je čas, v katerem se bodo pojavile možnosti, na katere niti slučajno ne bi pomislili, je pa velika verjetnost tudi, da jih boste morda kar nekaj spregledali. Torej, drage sedmice, ne preveč analizirati, ne preveč želeti priti stvarim do dna in se oklepati samo ene situacije, samo enega odnosa, samo enega vprašanja, samo ene karakteristike. Nekako v tem mesecu maju bi se lahko zgodilo, da se boste koncentrirali na listek, namesto da bi videli drevo, kaj šele gozd. Torej, odmaknite se korak stran, poglejte stvari, ki so mogoče bolj pereče v tem času z drugačnega zornega kota. Bodite malo bolj kritični ne do sebe, ampak tokrat do drugih. Bodite malo bolj kritični do prihodnosti, ki jo prinašajo odločitve današnjega dneva. Torej, če že analizirate in secirate, v čemer ste fantastični, dajte to početi ravno s prihodnostjo. Kaj vam prinaša? Torej, drage sedmice, relaksnite se, torej sprostite se, zadihajte in ne preveč secirati vsega na drobno. Število življenjske poti 8. Za vas pa maj prinaša izzive tujine, drugačnosti, neomejenosti, vaše neomejenosti. Kje ste vi postavili meje tega, kar vi dojemate kot možno, kaj je tisto, kar vi menite, da pa mogoče ni toliko fajn. Kaj je tisto, na čemer pravzaprav bazirate svoje mnenje? Ali so to vaše izkušnje? So to izkušnje drugih ljudi? Je to mnenje ljudi na socialnih omrežjih? Kje v bistvu so se pojavile te misli, da nečesa ne morete, ne zmorete, si ne zaslužite? Vi se v življenju namreč soočate z izzivom
lastne vrednosti, ki seveda bodo v ospredju v letu izzivov ljubezni do sebe. Torej v maju se vprašajte, kje pa pravzaprav vi sami sebe sabotirate, kje pravzaprav vi svojega potencijala ne doživljate, ne razumete, ne živite. Torej nekako se poglejte v sebe med tem, ko bo okoli vas kar nekaj dinamike. In še število življenjske poti 9. Tudi pred vami je zanimiv mesec, pred vami pa je čas, ko boste stvari začeli doživljati na drugačen način. Ko boste opazili, da se tudi odzivate na drugačen način, ko boste morda v svoji bližini začeli zaznavati ljudi z drugačno energijo, z drugačnim sporočilom, z drugačnim odtisom, bom rekla. A veste, včasih nas nekdo kar pomiri, ko pride v našo bližino, včasih nas pa nekdo tako ob živce spravi, pa še usta ne odpre. Torej, obe skrajnosti sta možni. Vi pa ste tisti, ki izbirate, kakšno družbo imate. Torej, v letošnjem maju je vprašanje, ki vam ga postavlja življenje, kakšne družbe si želite in kakšno družbo v resnici izbirate. In to vprašanje je pravzaprav na mestu za vse nas. Ne glede na naše število življenjske poti, vsi mi se bomo maja spraševali, kdo smo, kakšno družbo imamo, zakaj jo imamo, kakšno družbo izbiramo. Torej, ne glede na to, kakšno je število vaše življenjske poti, vsi mi bomo postavljeni pred izzive, pred neke spremembe, pred nihanja, pred drugačne odločitve, pred drugačne izzive, pred drugačne možnosti, priložnosti, pred drugačen način razmišljanja. Torej, kdo ste vi, ko je nekdo do vas nesramen? Kdo ste vi, ko je do vas nekdo žaljiv? In kdaj ste vi sami do sebe žaljivi? Marsikaj se bo maja dogajalo na način, da vas bo ziritiralo, marsikaj se bo maja dogajalo na način, da boste se vi pričeli odzivati drugače. Torej, če govorimo o letu ljubezni do sebe, če govorimo o letu sprejemanja dobrega, seveda govorimo o času, ko je potrebno zapreti vrata slabemu. Torej, dragi moji, kaj je tisto slabo, ki vam je zdajle prišlo na misel? Kaj je tisto slabo, ki ne sodi več v vaše življenje? Pa se še kar nekako vleče, čeprav je že zdavno izživeta, tako kot ali 9, o kateri smo prenehali govoriti malo prej. Poglejte, kako lepo se je tole zložilo zdajle. Kaj je tisto, kar nekako je v vaši bližini, čeprav tja v resnici več ne sodi, pa morda nimate poguma, da bi to sebi priznali, drugi osebi izrazili, ali pa pravzaprav gre za to, da si želite, da bi se ta sprememba kar sama odvila, pa vam ne bi bilo treba se nič odločati, pa z ničemer soočati. Vsi smo kdaj taki, to je človeška narava. Vsi si včasih ne upamo, vsi včasih ne vemo, kaj bo pa potem. Torej, moje vprašanje vam je, kaj pa zdaj? Ne potem. Kaj pa zdaj? Če veste, da nekaj za vas ni dobro. Če veste, da se boste morda dobili z osebo in vas bo potem še 2 dni bolela glava, ker je ta oseba zelo toksična. Če veste, da imate v življenju nekoga, ki vas vedno znova kritizira, vedno znova ponižuje, nikoli ne podpira. Kaj pa zdaj? Sploh ne vem, če je pomembno. Kaj pa potem? Kajti to, kar bo potem, oblikujemo zdaj in vse, kar imamo, je zdaj. Torej, kaj pa zdaj? Kaj je tisto, česar si želite za sebe sedaj, v tem trenutku? Oddaja se bo končala čez 2 minuti. Torej, kaj boste počeli po teh 2 minutah? Česa si želite čez 2 tedna, čez 2 leti, čez 20 let? Vse, kar imamo, je tale trenutek. In če se mi ne potrudimo, da smo v tem trenutku zdravi, zadovoljni, opolnomočeni, ljubljeni, sprejeti, pozitivni, v ljubezni. In še marsikaj bi lahko naštela, kdo se bo potrudil? Kdo je za to odgovoren? Naše otroštvo? Naše pretekle življenje? Naša karma? Predsednik države? Politična situacija v svetu? Ali mi sami? Mi sami ustvarjamo svoje življenje. Mi sami oblikujemo dani trenutek. Je že res, da so v življenju situacije, ki so skrajno negativne ali pa zelo pozitivne, ki vplivajo na naše počutje, ki vplivajo na seveda tudi naše izbire, ampak vedno se zavedajte, da moč izbire imate vi in da možnosti je pred vami in okoli vas zagotovo mnogo več, kot se na prvi pogled zdi. Torej,
stopimo korak nazaj in se ozrimo v paleto življenja, v vse te barve, vse te mehurčke, vse te možnosti. Poglejmo celoto in poglejmo vsak posamezen listek, vsako koreninco. In zavedajmo se, da tako kot drevo, tudi življenje nekako se vrti v določenih ciklih in da so obdobja, v katerih počivamo, so obdobja, v katerih rastemo, so obdobja, v katerih morda pridemo v obdobje jeseni, ko je potrebno stvari enostavno spustiti. Spuščali, opuščali, ozaveščali smo zadnji 2 leti kar dovolj. Zdaj smo v času gradnje. Kot sem rekel ob začetku oddaje, mojstrsko leto 2022 prinaša obdobje gradnje, rasti, konstruktivnosti. Naj bo ta konstruktivnost pozitivna in naj gradi dober zdaj, ne samo potem. Kajti, če se bomo preveč odrekali v vsakem trenutku, zato da nam bo nekoč dobro, potem ne vem, če bomo sploh kdaj do tega dobrega v resnici prišli, kajti ko bomo prišli tja, bomo našli nekaj drugega, za kar se moramo potruditi in spet ne bo dovolj dobro. Uživajte dani trenutek, v mesecu maju vas bo življenje pritiskalo točno v tej smeri. In ker bo maj zelo, zelo dinamičen in ker včasih smo ljudje uporniki po naravi, sem se odločila, da bom še eno oddajo posvetila točno tej temi, torej naslednji teden v ponedeljek bomo pogledali, glede na vaše število življenjske poti, kateri so tisti izzivi, ki vam jih bo to število 5 v letošnjem maju prineslo in kateri so tiste priložnosti, na katere se dajte osredotočiti, kajti mnogokrat se zgodi tudi to, da se osredotočamo na mogoče ne najbolj pomemben listek. Torej, poglejte, koliko listkov je, poglejte, koliko mehurčkov je, ogromno možnosti v življenju imamo svoje življenje in sebe spremeniti. Maja bo to nekoliko lažje, torej za popotnico tale teden, tale oddaja, naslednji teden pa se bomo tega malo bolj podrobno lotili. Se vidimo!